Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Marezi Jazz je mednarodni festival big bandov, ki je namenjen predstavitvi glasbe velikih plesnih orkestrov oziroma big bandov. Žanrsko se ne omejuje le na jazz in njegove podzvrsti, ampak se z avtorskim repertoarji posameznih zasedb spogleduje z zelo raznolikimi žanri. Je največji dogodek z big bandovsko glasbo v Evropi, ki se odvija v osrčju istrskega podeželja v vasi Marezige. Letos praznujejo okroglo 20. obletnico. Z nami sta o temu spregovorili nekdanja in sedanja organizatorka festivala. Poglejmo. Torej, Marezi Jazz praznuje 20. obletnico. Kako se je vse to skupaj začelo? Odkot ideja za ta festival? Ideja za Marezi Jazz se je porodila dvema domačinoma iz Marezik. Takrat tudi članoma takratnega big banda Hrošči iz Marezik, torej Igorju Bržanu in Juretu Drobnjaku. Njihova želja, ta ljubezen do big bandovske glasbe in jazza je botrovala k temu, da sta potem rekla, ok, dajmo pripeljati to glasbo sem domov, kar je bila takrat, lahko rečem, kar drzna poteza, ker v tistem času, v tem okolju nismo poznali tega formata dogodka, festival big bandov. Vemo, da poleti v našem okolju najbolj poznan dogodek, format je torej Vaška veselica, Šagra, tako da tudi prva leta potem se je kar videlo zmedo pri kakšnem obiskovalcu, ker ni točno razumel, kaj sploh počnemo, v smislu ni znal umestiti to vrstne glasbe v neko koprsko zaledje, tako da so bili zanimivi začetki. Poleg tega, te želje, da torej pripeljemo to glasbo, to kulturno zvrst v to okolje, je bila seveda tudi ta, da se je pokazala želja po tem, da se big bandi bolj povezujemo, sodelujemo, da imamo nek dogodek, kjer lahko se predstavimo, kaj smo sploh počeli zadnje leto ali pa več let delovanja, da se malo podružimo. Tako da definitivno je šlo za to, da se je potem začelo neke vrste izobraževanje lokalne splošne javnosti, da so sploh ugotovili, kaj big bandovska glasba sploh je, kaj jazz sploh je, kaj big band v končni fazi sploh je, ker to je bilo ime enega glasbenega sestava, ki večina ljudi smo takrat potem počasi ugotavljali, da sploh ne ve, kaj to je. Tako da šlo za neke vrste izobraževanje in lahko rečem tudi najbrž podiranje marsikaterega predsodka o jazz glasbi, tako da drzna poteza in drzna želja, ampak smo zagrabili in očitno praznujemo že toliko let. Kakšen pa je bil prvi koncert, se še spomnite, kdo je otvoril, če je mogoče šlo kaj narobe ali pa prav? Prvi koncert, zgodil se je 2006. leta. Takrat se je festival odvijal ne na tej čudoviti punti razgledni, kot lahko danes občudujemo, prizorišče, ampak zadaj za zadružnim domom v Marezigah in vse je bilo zelo, zelo domače. Vse smo sami postavljali, od odra do pobiranja smeti na koncu, seveda povezovanje programa, pač vse. V bistvu je bilo tako, da takratni big band Hrošči iz Marezik smo vsi tudi dejansko bili organizatorji in smo vsi takrat zagrabili, kjerkoli smo se našli in z angažiranostjo potem to postavili. Tako da fantje pravijo, da je celo zmanjkalo piva na prvem dogodku, jaz se tega ne spomnim, jaz sem imela čez druge stvari, ampak zelo drugače, kot vidimo danes festival, seveda 20 let nazaj. Po vzpostavitvi festivala pa je bila ustanovljena tudi Zveza big bandov Slovenije. Kakšna je bila povezava med festivalom in to zvezo? Kako so se ta sodelovanja razvijala skozi čas? Zveza big bandov Slovenije je bila potem ustanovljena 2 leti kasneje, 2008. leta, in prav na pobudo big banda Hrošči iz Marezik in na pobudo JSKD-ja. Tako da želja je bila podobno kot pri Marezi Jazzu, da bi se big bandi povezovali, sodelovali tudi izven festivala. Takrat tudi, če so bile slovenske godbe povezane v zvezo, je bila to neka usporednica, da gremo mi še big bande povezati v neko zvezo, da bomo močnejši in bo do večjega sodelovanja prišlo med nami. No, festival pa se je potem razširil na več večerov.
kdaj je prišlo do te prelomnice, zakaj? Prve ideje in želje so se pojavile tam okoli 15. obletnice. In slučajno je ravno tako prišlo, da je tisto leto potem bil COVID. Je bilo tisto prvo covidno poletje, ko so bili dogodki sicer precej omejeni, precej tudi neke negotovosti je bilo takrat, ker praktično iz tedna v teden nismo vedeli, kaj bo možno, kako bo možno. In ker smo sicer tisto leto tudi že na razpise prijavljali, da želimo 3 večere organizirati, kar se je sicer zgodilo pred prihodom covida, ne, smo se potem odločili, da res izpeljemo 3 večere, ampak v tistem letu je bilo to malo prilagojeno in smo naredili 3 ločene večere. Torej v 3 mesecih, vsak mesec smo izpeljali en večer. Sicer res niso bili vsi večeri takrat posvečeni big bandovski glasbi, predvsem zato, ker zaradi raznih omejitev in smo potem tudi že zaradi same organizacije in nekih zahtev po vzpostavljanju teh nekih pogojev, ne, za sploh, da je bila možna izvedba takih dogodkov, smo na 2 večerih potem gostovali manjše zasedbe, tudi na nekih manjših lokacijah, malo bolj intimnih, in tudi gostovali manj obiskovalcev, ker takrat smo pač morali zbirati razne rezervacije in podobno. In od takrat v bistvu se kar nekako konstantna bila ta želja po 3 večerih. Ampak žal po tistem do letos 3 večeri niso bili izvedeni in niso bili izvedljivi. Največji izziv je seveda pač po eni strani organizacijski, po drugi strani pa seveda kot pri marsičem drugem in marsikaterem drugem društvu pač finančni vidik, ne. Smo se pa potem za letošnje leto vseeno odločili za 3 večere, ker pa le praznujemo 20. obletnico in se nam je zdelo, da vsaj letos to obletnico obeležimo tako z nekim podaljšanim programom. Ker med drugim je tudi to, ne, da interesa za nastope big bandov je precej. In ga je pravzaprav več, kot lahko mi gostimo na neko posamezno leto, recimo, ne. Še posebej interesa nekih tujih bendov je precej, prinese pa to precejšnje stroške in ko si omejen z budžetom, potem to nekako poskušaš spraviti v ta svoj okvir, ki si ga zmožen izpeljati, no. Ampak imamo pa ravno zaradi tega potem že neke dogovore za prihodnja leta z, ne vem, takimi zasedbami, s katerimi recimo za letos ni bilo možno sodelovanje in tako, no. Tako da zdaj bomo videli, odvisno od, predvsem od financ verjetno, no, kako bo v prihodnjih letih. Je pa festival postal največji big band festival v Evropi. Kaj pomeni to za Marezi Jazz, kako se v bistvu ta program in dojemanje festivala razlikuje doma in v tujini? Ja, zdaj kot največji festival v Evropi, dolgo smo pravzaprav definirali festival kot največji v srednji Evropi, potem smo pa začeli raziskovati, pa smo ugotovili, da v bistvu v celi Evropi ni večjega festivala, da bi bil prav big band festival, ne. Ker veliko je festivalov, ki so jazz festivali in med drugim gostijo tudi big bande, ampak festivalov, ki bi bili posvečeni prav big bandovski glasbi in big band zasedbam, pa je relativno malo. Oziroma tisti, ki so, ali trajajo manj časa, ali gostijo manj zasedb, recimo, ali mogoče sicer traja en teden, pa samo en koncert na večer izpeljejo. Tako da smo v bistvu ob zadnjih naših raziskavah, no, odkrili samo 2 večja festivala big bandov, in sicer eden je v Južnoafriški republiki, eden na Novi Zelandiji. Tako da si to štejemo kar nekako v čast, ne, da uspemo tako zgoščeno pripeljati toliko enih bendov, ki so tudi kvalitetni bendi, da uspemo to organizacijsko speljati, ne, ker je vseeno tudi to
precejšen zalogaj in da vztrajamo že vsa ta leta brez nekih prekinitev. Ne? Ker moram priznati, da so se tudi določena leta pojavljala vprašanja, ali festival sploh bo, ali ga sploh uspemo speljati. In so se pojavljale neke ideje, če mogoče pa letos ne bi, ne? Ker enostavno ne gre skozi. Tudi COVID je imel recimo neke svoje omejitve pri tem in smo razmišljali, ne, kaj se da, če se da. Pa smo potem nekako vedno stisnili zobe in speljali in zdaj, ko gledamo za nazaj, smo vseeno tudi na to nekako ponosni in veseli, da smo in se lahko pohvalimo s tem, da že 20 let brez nobene prekinitve. Ne. Tako da definitivno to. No. Zdaj za drugi del vprašanja je bilo pa... Ja, v bistvu kakšni so bili izzivi, oziroma, drugi del vprašanja, kako se razlikuje program in dojemanje festivala doma in v tujini. Zdaj, festival je precej hitro dobil neko prepoznavnost, predvsem med bendi. Tudi JSKD, recimo, to je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ga je precej hitro prepoznal kot pomembnega in še zdaj to traja, njihova podpora pri tem. Je pa res, da nekako opažamo skoraj, da ima festival večjo prepoznavnost oziroma večjo težo, mogoče skoraj da bolj v tujini, ali pa recimo med res nekimi priznanimi, prepoznavnimi glasbeniki neke slovenske jazz scene. V nekem takem bolj lokalnem okolju, pa ne govorim samo kot, ne vem, občini, ampak Slovenija kot na državnem nivoju recimo, pa še se kar še malo borimo s tem, no, da bi prepoznali, kolikšen pomen ima tak festival in da je to res največji tak festival v Evropi. No. To se še malo borimo, še malo kar se trudimo s to komunikacijo, no. Ampak bomo tudi tu počasi. No. Je vseeno tudi s to prepoznavnostjo se tudi ima vedno več nekih bendov, ki mogoče še niso sploh igrali pri nas, se obračajo na nas, recimo, ne. Kar pomeni, da beseda gre dalje. No. Kakšni pa so bili izzivi pri vzpostavljanju festivala? Ko pogledam tako nazaj, gledam samo tale recimo ožji del ekipe organizacijske. Kakršnikoli izzivi so se pojavili, takšna neka srčna želja je bila, da pač to bomo izvedli, ali pa toliko enega angažmaja in samoiniciativnosti, da karkoli se je pojavilo, smo očitno uspeli preplavati, premostiti, da potem se je izvedlo. Seveda, kot je že Teja omenila, je ta finančni vidik tisti, ki najbolj je svoje naredil že na začetku, seveda, ko sploh festival ni bil poznan, tudi veliko lastnih zasebnih sredstev je šlo v to, da je festival obstal. Izzivi z vremenom, definitivno, vetrovi močni, prekinitve, strehe in tako naprej, ampak očitno smo uspeli. Ne? Je pa to, da od vsega začetka je nekako festival imel veljavo v prvi vrsti pri big bandih takratnih, predvsem ljubiteljskih, a ne v Sloveniji, ki so takoj prepoznali to kot eno edinstveno priložnost, da se pokažejo, kaj so pripravili za en program in da se med sabo podružimo. In če oni ne bi samoiniciativno in dejansko tudi big bandi prostovoljno prihajali, vprašanje je, kako bi festival uspel preživeti. Ne? Ker to je bilo res na vseh vidikih, na vseh frontah ena velika angažiranost in ta želja in potreba po temu, da se nekaj takega vzpostavi. Tako da tudi hvala vsem nastopajočim, ki so leta prihajali brezplačno, samo zato, da tudi na tak način podprejo obstoj dogodka, gre definitivno tudi njim, da smo prišli do 20 let.
Koliko priznanih tujih big bandov pa običajno obiskuje Marezi Jazz, katere sodelovanje so mogoče za vas bila najbolj pomenljiva? Ja, zdaj vsako leto imamo nekaj tudi tujih big bandov, trudimo se, da jih pripeljemo običajno neke take tuje big bande, ki igrajo na malo višjem nivoju mogoče. Pa dajmo reči, da je neko povprečje recimo 2 tuja big banda na leto. Veliko je vezano tudi seveda na finance, pripeljati nek tak tuji big band iz nekih bolj oddaljenih krajev. In gotovo s tem tudi pripomoremo k temu mreženju med big bandi, med glasbeniki, ki igrajo v njih, mogoče se vzpostavlja neka sodelovanja. In zdaj tako, no, za izpostaviti, mislim, jaz konkretno mogoče ne bi prav nekih zelo konkretnih big bandov izpostavljala, so pa večinoma to res bili neki big bandi iz kakšnih konzervatorijev, recimo. To pomeni, v njih igrajo študenti ali mogoče neka kombinacija študentov in profesorjev in res pripeljejo neke zanimive programe in mislim, da je potem to v užitek vsem za poslušanje, no. Pa tudi konec koncev za sodelovanje, tako za nas kot organizatorje, da tudi mi navezujemo neke nove stike z nekimi novimi zasedbami in glasbeniki, kot tudi za ostale glasbenike, ki jim prisluhnejo recimo in se mogoče po nastopih še malo podružijo in tako, no. So bili pa recimo, no, če mogoče par držav naštejem, so bili to na primer big bandi iz Francije, Češke, Litve, Rusije, seveda tudi sosednje Italije, Avstrije in tako, no. Kako pa se je skozi leta spreminjala struktura programa festivala, torej od prvih nekaj zasedb do zdaj večdnevnega dogajanja, spremljevalnim programom, z delavnicami? Ja, zdaj, kot je že Katarina povedala v štartu, so na začetkih festivala so res vse sami organizirali, so tudi zasedbe prišle zastonj in so res na nek ta tudi prijateljski ravni, ne, potem prišli tam sodelovati in tako. Moram reči, da se recimo skozi leta opaža že pri samih big bandih, ki nastopajo, pa tudi pri big bandih, ki od samega začetka festivala prihajajo k nam, kot je na primer big band Cerknica, pa Jazz Punt big band, ki res so od začetka, dajmo reči, veliki prijatelji našega festivala in so tudi veliko let pri nas nastopali. Se pozna, da so vzporedno z festivalom, pa ne bom rekla, da je samo festival za to kriv, ampak so rastli. In se prepoznava tudi ta višanje nivoja njihovega ustvarjanja, no, skozi ta leta, ko recimo gledamo stare posnetke in tako. Tako da gotovo je tudi Marezi Jazz imel neko vlogo pri tem, ker vseeno, ko se bendi pripravljajo na take dogodke in sodelujejo, slišijo druge, dobivajo neke nove ideje, neka nova sodelovanja in se že prek tega, recimo čisto programsko gledano, se vidi spremembe, tudi vedno več je nekih takih bendov, kot so recimo te tuji, na primer, ne, ki so sestavljeni iz nekih študentov, ki študirajo jazz in ustvarjajo skupaj v teh big bandih in se pozna, no. Sicer se je pa tudi že kot festival, kot sam dogodek skozi leta spremenil. Se je spremenil koncept od tega, da smo se premaknili iz prizorišča izza zadružnega doma na razgledno točko v Marezigah, do tega, da je v bistvu z roko v roki s tem prišlo tudi do čiste spremembe prizorišča. Včasih smo pač smo začeli z, ne vem, nekimi gasilskimi mizami in tako. Zdaj že samo zaradi lokacije to nekako niti ne bi šlo skozi. Umestili smo na festival tržnico lokalnih ponudnikov. Se s tem res želimo povezovati z lokalnim okoljem in podpirati ljudi, ki ustvarjajo, ne samo na glasbenem področju, seveda, ne. In
Poleg tega, seveda, kot že omenjeno, imamo vedno več nekega spremljevalnega dogajanja, recimo, ne, kot je na primer poletna šola, ki se je sicer tudi začela že precej zgodaj, po začetkih samega festivala, ampak se je začela kot dvodnevni seminar. Zdaj skozi leta se je tudi to recimo precej razvilo, trenutno imamo to v formatu prave poletne šole, ki traja cel teden, program je celodnevni, od jutra do večera, zajema in teorijo, zajema individualne ure inštrumenta, zajema skupno igro v big bandu, v kombo zasedbah in potem zvečer še recimo jam session, ne, ki potem je pa seveda odprt tudi za neko širšo javnost, in s tem izobražujemo še dodatno tako, dajmo reči, mladino, čeprav prihajajo tako mladi kot stari k nam, kot tudi spet poslušalce, ne, in poskušamo približati to glasbo, različne tipe delovanja na tem področju in tako, no. Tako da smo res veseli, letos konkretno ob priložnosti 20. obletnice smo organizirali tudi razstavo, sicer razstavo preteklih grafik festivala, ki je en mesec sicer že stala, razstavljena v centru Kopra, v mali lođi, bo pa ponovno postavljena na samem festivalu, tako da kdor si bo želel pogledati, če mogoče ni uspel še ali pa bi želel še enkrat, bo imel tam še priložnost, no. Tako da. Festival pa je od nekdaj prostovoljsko vodila lokalna skupnost. Kakšni so bili mogoče najzahtevnejši izzivi pri organizaciji, kako ste jih premagovali? Ja, zdaj v začetku je res bila ta velika angažiranost, velika želja, velika ljubezen do te glasbe, do tega dogodka, ker vseeno je to, ko nekaj ustvariš iz nule, ti precej pomeni, ne. Potem pa seveda skozi leta se ekipa spreminja, generacije se menjajo, vseeno 20 let je precej dolga doba, ljudje, mislim, se pride do sprememb tudi v nekih privat življenju, ne vem, družina, menjava službe, mogoče selitev, enostavno mogoče preveč vsega. Tako da potem pač prihajajo do teh menjav, prihajajo novi, stari odhajajo. Se je pa recimo neka taka bistvena sprememba, ki jo je za izpostaviti, je bila ravno ta, da so v začetku festival organizirali res izključno člani domačega big banda Hrošči, potem pa počasi, kar je bilo še recimo še najbolj očitno potem, ko so Hrošči recimo nehali delovati, je prihajalo do te spremembe strukture tudi ekipe Marezi Jazza in so se začeli vključevati tudi člani, ki niso člani big banda ali mogoče niti niso glasbeniki recimo ali pa niso člani našega društva, ampak imamo veliko takih, ki kljub temu so že precej let z nami, vsako leto dobimo še nekaj novih prostovoljcev. Letos bo ekipa res za moje pojme precej okrepljena, veliko nekih novih obrazov in smo zelo veseli tega. Največja težava je mogoče, marsikdo reče, težko dobiti prostovoljce, nič ne dobijo za zameno, zakaj bi kdo šel. Pa kljub temu je veliko takih, ki se odločijo pomagati, sodelovati. Jaz največjo težavo vidim pri tem, da večinoma so taki ljudje, taki, ki so angažirani še marsikje drugje. In potem moraš malo paziti tudi, da jih ne preobremeniš, ker vseeno so zlata vredni, smo hvaležni čisto vsakemu, ki pa tudi, če pride samo za en večer, recimo, ali za par ur, ali za samo postaviti stole, ali samo za nekaj pospraviti, vsak je zlata vreden. Tako da je to ena taka, da se vseeno ljudi ne preobremeni, ker so taki ponovno zelo angažirani tudi drugod. Največja težava je mogoče
dobiti prostovoljce oziroma take ljudi, ki so se pripravljeni vključiti v ekipo mogoče v malo večjem obsegu. V ta prav ožji organizacijsko skupino, ki že tekom celega leta skrbi res od A do Ž, zato da bo sam dogodek možen, ne. Ker vseeno to zahteva precej več nekega dela in časa, pa tudi neko znanje, ne. Zdaj, razumljivo je, da nihče od začetka ne more znati vsega, se moraš nečesa pač lotiti. Ampak ravno zaradi tega je potem mogoče malo težje res neke take nove ljudi vključiti v to res ožjo ekipo, da so pripravljeni prevzeti neke take naloge, odgovornosti in posvetiti toliko časa temu, ne. Kdaj pa ste prvič začutili, da festival presega lokalni okvir in postaja mogoče nekaj večjega, nacionalnega ali celo mednarodnega? Nacionalno je bilo že od vsega začetka, ker itak big bandi, ki so se prvo leto in naprej udeležili, so bili vse povsod iz Slovenije. Smo pa tudi zelo hitro začeli, celo že drugo leto obstoja festivala, če se ne motim, z prenosom v živo. Takrat smo na raznih nekih portalih na spletu našli neke mednarodne jazz, big bandovske skupine in tam promovirali, da Marezi Jazz obstaja, in so nas že prvo leto takrat spremljali iz vseh koncev sveta. Dejansko smo se potem samo čuli, wow, iz Avstralije, Nove Zelandije, iz Združenih držav Amerike so Marezi Jazz po spletu spremljali, medtem ko v Sloveniji še niso ljudje vedeli, da to obstaja. Kar se pa tiče prav iz tega vidika nastopajočih, pa 4 leta kasneje mislim, da je bil prvi big band, ki ni bil iz Slovenije, bili so iz konzervatorija iz Francije, Saint-Étienne, in takrat potem se je že začelo tako. Oziroma, pol, ko so začeli ne samo ljubiteljski big bandi v Sloveniji sodelovati, ampak recimo RTV Slovenija big band ali pa big band Slovenske vojske in tako naprej, smo kar tako malo z navdušenjem in s hvaležnostjo opazovali, okej, nekaj se pa res premika, ne, ker mi, ko smo začeli, najbrž ni noben razmišljal, to bo pa res, ne vem, 100-letna zgodba, ker bo 100-letna zgodba vsaj, ne samo 20, ampak takrat je bila ta želja res tako velika, da nismo sploh razmišljali o naprej, samo želeli smo, kaj dajmo to izvesti. In iz leta v leto se je to dogajalo in potem so se vsi te koraki, ki smo jih naredili v smeri tega, kar lahko danes ne vidimo na festivalu, so bili res nepredstavljivi in zelo koristni, ne? In iz marsikatere cone obdobja smo mogli iti, ampak potem iz leta v leto se je potem kazalo, okej, premika se, večamo se, tudi obiskovalci. Jaz se spomnim, ko mimogrede so v Marezige na prizorišče prišli eni turisti, ki so slučajno izvedli za festival, ne vem, ali se skozi Marezige peljali ali pa slučajno kakšen plakat vidi po Kopru in kako so z iskrimi v očeh, kako so navdušeni, da tega še niso v življenju videli. Mislim, so bili eni iz Francije, eni iz Avstrije, in kako so oni fascinirani in mi kar tle v zaledju in kako smo mi super. In tako, ko dobiš take povratne informacije strani ljudi, ki res delijo svojo hvaležnost in srčnost, potem si rečeš, okej, vse, kar dajemo mi sebe že celo leto, preden se festival zgodi. In totalno prostovoljno in marsikdaj je totalno čez sebe, ampak samo, da bi izpeljali dogodek, potem si rečeš, okej, festival je zrasel in samo mu želim, da rase še naprej. Kako pa so se skozi leta razvijale in utrdile vezi med občinstvom? Imate kakšne obiskovalce, ki niso niti enega festivala zamudili? Ja, imamo ogromno obiskovalcev, ki nas redno obiskujejo. Zdaj, da bi prav rekla, tisti obiskovalec pa je res bil na vseh festivalih, ne morem, ker teh podatkov pač ne zbiramo in ne beležimo, ampak ja, imamo ogromno rednih obiskovalcev, ki nam to tudi povejo, ko pridejo recimo, ker ob prihodu na festivalih vedno pričakamo pač na vhodni točki z tudi pijačo dobrodošlice, vedno izmenjamo kakšno besedo, tako da
zdaj, spet obiskovalci so eni taki, eni drugačni, eni so bolj zgovorni, eni pač samo zahvalijo, pa grejo res na prizorišče. Ampak imamo veliko takih, s katerimi tudi tekom festivala, potem tudi tekom večerov imaš nekako priložnost neko debato udariti, pa ti malo oni povejo, kolikokrat so že bili, pa kateri bend jim je bil všeč. Pa, mislim, tako res je, smo prav zdaj, par dni nazaj, no, smo malo tako razmišljali o tem, da res imamo to neko, to bližino z obiskovalci, no. Ni, da smo mi organizatorji in obiskovalci so na drugi strani in te interakcije ni, ampak jo res imamo. Že praktično od samega začetka, pa še kar zdaj, kljub temu, da smo mogoče malo zrasli oziroma spremenili neke koncepte po 20 letih in tako. Tako da res neke povratne informacije dobimo že čisto spontano iz teh nekih naključnih pogovorov. Smo pa tudi že prek nekih recimo anket pridobili tudi neke že recimo povratne informacije, ki so nam tudi na nek način pomagale in nas usmerile pri določenih spremembah, ki smo jih tekom let tudi potem upeljali, na primer, ne. Tako da, ja. Če bi morali eno leto festivala izpostaviti, katero bi bilo to in zakaj? Kot mogoče najbolj nepozabno. Katerem bo začela? Prva leta so bila itak postavljene na noge tega našega otroka. In težko res izberem eno leto, ker tudi sem bila, jaz osebno recimo upletena v program, v sodelovanje z big bandi, z njihovimi predstavniki, z njihovim urnikom, logistiko, z povezovanjem programa, s promocijo in tako naprej. In sem imela to priložnost, meni edinstveno, kar sem še zdaj hvaležna, da sem lahko vsemi temi ljudmi navezala res tako oseben kontakt. In to je tisto, kar je v mojem primeru osebno mi dalo, da je vsako leto bila res ena taka srčna izkušnja in težko rečem nekaj, bom res izpostavila. Najbolj se morda spomnim, takrat, ko je prišel ta big band iz Češke, iz konzervatorija, big band Milana Svobode, takrat sem se zavedla, ja, wow, nekaj se res velikega dogaja, je dobro vztrajati. Potem pa kasneje je bil meni osebno ena pomembna prelomnica ta, ob 10. obletnici festivala smo takrat se odločili, da bomo kot predpogoj za sodelovanje na festival postavili to, da morajo big bandi, ki se želijo predstaviti na Marezi Jazz odru, predstaviti vsaj eno avtorsko skladbo oziroma vsaj en avtorski aranžma, ker smo s tem hoteli spodbuditi slovenske big bande, da bi svojo lastno glasbo naredili, poleg tega pa, da bi tudi na ta način doprinesli k tej neki zakladnici slovenske glasbe. In na naše neizmerno veselje se je zgodilo to, da vsi big bandi, ki so takrat se želeli predstaviti na Marezi Jazz odru, so dejansko tudi vzporedno delali prav na temu, na avtorskih aranžmajih, na avtorski glasbi, tako da tisto leto so vsi big bandi tudi ta pogoj izpolnili, tako da to je bilo meni osebno tako ena še dodatna prelomnica. Nismo samo pač nacionalni, mednarodni in tako naprej, ampak skrbimo še za ta segment, ne, da ne samo preigravamo neke svetovne jazz standarde, vsi z istimi aranžmaji, ampak dajmo še ta vidik v festival unesti, da bo tudi to raznoliko, ne, ker dogajalo se je seveda, da so big bandi igrali celo enako skladbo, popolnoma enak aranžma, dajmo še to spremeniti, še to obarvati, tako da to je bilo meni tako pika na i. Ja, jaz pa tako, no, jaz kar nisem bila od samega začetka v organizaciji, meni mogoče najprej kot obiskovalki, mi je gotovo stal najbolj v spominu Marezi Jazz leta 2012. Čisto iz programskega, iz glasbenega vidika, ker takrat se je igralo ogromno ene glasbe, ki je bila meni osebno pač pri srcu. Igral je med drugim big band Slovenske vojske,
z solistom Janezom Dovčem in meni je to bilo res wow. Kot z vidika, zdaj odkar sem pa recimo v vlogi organizatorke, pa bi rekla, da mi je najbolj všeč bil festival 2021, ko je bilo v resnici prvo tako malo manj covidno leto, ko smo sočasno že bili na novi lokaciji, z malo drugačnim konceptom, z dodano to tržnico lokalnih ponudnikov in je res pač dogodek malo drugače zaživel. Takrat smo končno bili tudi brez mask in podobnega, tako da tisto mi je bil res mogoče malo tako kamen od srca, no? Ker tisto leto predtem je bil precejšen stres, sama organizacija, skrb za res od tega, kje kdo hodi, v katero smer hodi. Tako da je potem leto zatem bilo kar naenkrat prelahko skoraj. No? Tako da smo potem lahko tudi uživali v samem dogodku. No? Tako da recimo tisto leto bi meni bilo. Kako pa je festival vplival na glasbeno kulturo v regiji? Nastaja zdaj več zasedb, več zanimanja za jazz, več mladih big bandov? Zdaj, prav, če se fokusiramo prav na regijo, veliko nekih novih zasedb ni, ker je že precej zasedb bilo že prej. Tudi nasplošno nas je precej. Vseeno, zdaj tudi, če bi bila želja za neke vzpostavljanje nekih novih zasedb, enostavno bi potem spet isti glasbeniki spet v nekih novih zasedbah igrali, isti v 3 recimo, ne. In enostavno ni toliko kadra niti tukaj, ne. Se pa še vedno precej ustvarja. Zdaj, mogoče en primer take zasedbe, ki pa je nastala iz neke ljubezni do Marezi jazza, recimo, ne, je prav naš domač big band. Namreč jaz sem precej hitro po začetku oziroma po ustanovitvi festivala začela festival obiskovati kot poslušalka. Jaz sem takrat še hodila v glasbeno šolo, učil pa me je profesor Karlo Glavina, ki je bil takrat dirigent big banda Hrošči, torej vključen tudi v aktivnosti društva, med drugim Marezi jazza in tako. In me je pač povabil, ne, je povedal, da je festival, da je fajn muzika in tako. In res potem me je kar precej let mama vozila na ta festival, so hodili poslušati. In jaz sem se takrat vedno, ko smo poslušali to super muziko na Marezi jazzu, ne, sem se tepla po glavi, pa joj, pa zakaj jaz klarinet igram, ne? Pa kaj ne s klarinetom, ne? Pa zakaj ne igram saksofona, ki bi lahko igrala v big bandu, pa tako na Marezi jazzu, pa to, ne? In dobro, to je potem kar nekaj let šlo mimo, ne. In na neki točki so Hrošči začeli iskati nekaj novih članov za zasedbo, med drugimi saksofoniste, in takrat sem pa jaz vseeno bila že tako daleč s tem klarinetom, oziroma sem celo že končala v glasbeni šoli, sem precej znanja osvojila, precej kilometrine tudi imela iz igranja po različnih zasedbah. In ker veliko klarinetistov, ne, v bistvu za obe velja, nekako pride na saksofon iz te želje, ne, samoiniciativno, pa sem rekla, bom pa še jaz poskusila, ne, pa sem se opogumila, pa sem res poskusila ta saksofon, pa sem se vključila v Hrošče. Je pa res, da je bilo to potem že nekako v tem zatonu obstoja big banda Hrošči in meni je bilo pa to zelo žal. Po eni strani zato, ker nisem imela kje igrati, po drugi strani, ker so mi pa vseeno Hrošči nekako bili pri srcu, čeprav nisem bila tako nekako aktivna v njih, ne, ampak ne vem, preko Karlota, tega mojega profesorja, pa prek festivala mi je bilo precej žal, ne, da Hrošči ne obstajajo več. In mi je potem takratni vodja big banda, tak je tudi pobudnik za Marezi jazz bil, Jure Drobnjak, rekel, ja, ne, naberi glasbenike, ne. In prvo sem mislila, da se heca, ne. Pa sem pa malo razmišljala, pa sem se res lotila tega, ne. Tako da v resnici potem smo ustanovili znova big band v Marezigah, v istih prostorih znotraj istega društva in tako.
ki je sicer na začetku še nekako brez imena bil, nismo vedeli, kaj bi, pa smo res dolgo izbirali ime. In potem je nastal res tale big band, Bandit Orchestra, ki deluje še danes. In dajmo reči, da je to ena taka zasedba, ki je nastala zaradi te zgodbe Marezi Jazza. No. Je pa tudi po Sloveniji veliko big bandov nastalo, zatem nekateri so mogoče nastali približno sočasno z Marezi Jazzom celo, kot je na primer Big Band Cerknica je nekako imel, so se sestavili prav z namenom nastopa na Marezi Jazzu, sočasno tudi Jazz Punt Big Band letos praznuje 20. obletnico. Tako da je, zdaj mogoče ne, da bi prav začeli rasti kot gobe po dežju in jih prej sploh ni bilo, ampak se pa vseeno poznano na te neki razširjenosti, aktivnosti big bandov, tako da. No, letošnji festival pa je posvečen Mateji Filipič. Kako pa se bo njej v čast to praznovanje manifestiralo na festivalu? Ja, zdaj, kdor Mateje ne pozna, Mateja je bila zelo dolgo članica te organizacijske ekipe Marezi Jazza, res te neke ožje ekipe, ki je čez celo leto marljivo delala za to, da je festival bil izveden. Zelo hitro je tudi se angažirala kot oblikovalka in je potem ta neka grafična podoba festivala bila pravzaprav velik delež obstoja festivala, v bistvu njeno delo, od plakatov do programskih listov, do raznih priznanj oziroma potrdil za big bande, ki so nastopili pri nas, do, ne vem, majčk, na primer, kot je konkretno ta. In Mateja je lani poleti žal preminila, veliko prezgodaj, sicer jo je premagal rak. In ravno zato, ker je toliko vložila v ta festival, ker je imela tako veliko vlogo v organizaciji tega festivala skozi tako dolga leta in sočasno, ker je pač letos obletnica, ta festival posvečamo njej. Po eni strani z razstavo starih grafik oziroma grafik, ki so bile njeno delo. Po drugi strani želimo festival na nek način izkoristiti tudi za neko ozaveščanje in pa namen je zbiranja prostovoljnih dobrodelnih sredstev za podporo razvoja, raziskovanja, zdravljenja trojno negativnega raka dojke in tudi še dodatno podporo neki promociji zdravja žensk. Po vseh teh 20 letih, katere ključne vrednote in lekcije boste ohranjali, kaj bi mogoče spremenili? Jaz bi rekla, da v bistvu že od čistega začetka so neke vrednote bile zelo dobro postavljene in jim kar vseh 20 let bolj ali manj sledimo, kot res ta neka osnovna ideja in želja festivala, kar je po eni strani mreženje med big bandi in glasbeniki, izobraževanje publike, izobraževanje tudi glasbenikov seveda. In nekako to, kar ohranjamo in si želimo ohranjati še naprej. Zdaj, nekih velikih sprememb, takih ekstremnih, si ne želimo, no. Imamo pa konstantno neke nove ideje za še kaj izboljšati, kaj dodati, nadgraditi. Je pa veliko tega pač seveda odvisno od neke zmožnosti, časovne, finančne, tako da marsikatera ideja ostane nekje zapisana na nekem seznamu in čaka na pravi čas, da bo izvedljiva. Kakšni so načrti za Marezi Jazz za naslednjih 20 let mogoče? Ja, upamo, da tako kot prvih 20 še kar naprej neprekinjena izvedba, čim več različnih zasedb. Vsako leto si želimo vsaj nekaj zasedb, ki mogoče še niso nastopile na Marezi Jazzu, ker, kot sem sicer že prej omenila, interesa je precej.
Imamo kar nekaj takih prijateljskih zasedb, ki si skoraj da želijo vsako leto tudi nastopiti. Si pa želimo, no, da ne bi nastopili samo taki, ampak tudi vsako leto nekaj takih, ki mogoče še niso nastopali, ali so morda celo, ne vem, na novo formirani. Letos bomo imeli en tak zelo mlad big band iz Koroške, ki so precej mladi kot big band. In tudi take zasedbe si zelo želimo podpirati in spodbujati med drugim tudi nastopom na našem festivalu. In pa seveda si želimo vsako leto kakšen projekt oziroma kakšno akcijo, recimo več v smeri, ne vem, neke trajnosti, v smeri še več lokalnega povezovanja, vedno več sodelujemo tudi z nekimi, ne vem, lokalnimi podjetniki in tako, kar sicer ni v osnovi neka ta glasbeni aspekt festivala, ne, seveda pač neka glavna aktivnost, ki jo tudi komuniciramo z javnostjo, je pač, ja, to je festival, glasbeni festival, festival big bandov, ampak poleg tega si pa vseeno želimo precej tega nekega povezovanja z nekimi podjetniki ali tudi drugimi, no, lokalnimi ustvarjalci, ki se mogoče ne ukvarjajo primarno z glasbo, ampak se nam zdi prav in lepo, da se povezujemo, da se spodbujamo eni druge in da damo tudi naši publiki recimo možnost spoznati še nekaj novega, kar ni, ne vem, tako skomercializirano recimo, in da spoznajo neke manjše obrtnike, na primer, in tako, no. Tako da takih želj in idej, planov je veliko, tako da upamo, da gre samo še tako naprej. Ni pa želja rast v nedogled, ker tudi to ni trajnostno, recimo, ne. Tako da želimo hraniti festival na neki kulturni ravni, da je še vedno tudi kvaliteta ohranjena, no, tako. No, potem pa srečno in z letošnjo edicijo in z nadaljnjimi, kolikor jih pač bo. Ja, hvala. In hvala za pogovor. Hvala. Hvala. Se vidimo na Marezi jazzu. Seveda, obvezno. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.